Tim Gajser tretji na veliki nagradi Trentina, Jan Pancar z 11. mestom v drugi vožnji do uvrstitve kariere v razredu MXGP. V Kočevju je bila na sporedu prva preizkušnja sezone državnega prvenstva v trialu. Mladi slovenski motokros upi so se merili na dirki Evropskega prvenstva v Zaboku na Hrvaškem. Atraktivni trial vse bolj privlači tudi dekleta, ki nam razkrivajo, kako in zakaj se odločajo preizkusiti v tej zanimivi motošportni panogi. Dobrodošli v AMZS! Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Četrto dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je gostila Pietra Murata. Ob progi Ciclamino se je zbralo tudi veliko število slovenskih navijačev, ki so lahko uživali v ostrih bojih na stezi, na kateri sta se zelo dobro odrezala tudi slovenska voznika Tim Gajser in Jan Pancar. V kvalifikacijah je bil od Gajserja boljši samo Romain Febvre. Pancar pa si je z 20. mestom privozil solidno izhodišče za nedeljski vožnji za točke. V prvi je znova najbolje štartal Jorge Prado. Gajser pa je kar nekaj časa čakal na priložnost na 3. mestu. Najprej je Španca prehitel Francoz, nato pa še slovenski šampion, ki je v finišu vožnje močno dvignil tempo in v cilj skočil le dobre 0,3 sekunde za Febvrom. Pancar je nadgradil vožnjo iz kvalifikacij ter je ciljno črto prečkal 15. Štart druge vožnje se Gajserju ni posrečil. Po prvem ovinku je bil na 9. mestu in se nato vztrajno prebijal mimo tekmecev, vendar višje od 4. mesta mu ni uspelo priti. Vseeno je to zadostovalo za skupno 3. mesto na dirki, ki jo je dobil Prado, drugi pa je bil Febvre. Pancar je v drugo presegal pričakovanja, saj je v cilj pripeljal na 11. mestu, kar je njegov najboljši dosežek v posamezni vožnji razreda MXGP. Skupno je Gajser drugi in ima 13 točk manj od Prada. Pancar pa je skupno 18. in ima 37 točk. Skok, poskok, čez drn in strn. Sezona državnega prvenstva v trialu je tukaj. V osrčju Kočevja so se zbrali tekmovalci in tekmovalke, ki svojo motociklistično strast izražajo v trialu. Na poligonu kamnoloma Mozel so na prvi dirki državnega prvenstva Slovenije prikazali polno mero poguma in spretnosti. Za tekmovalce je dolg zimski premor, ki so ga izkoristili za optimalno pripravo in piljenje svojih veščin ravnotežja, kar jim je v Kočevju na 5 sekcijah prišlo še kako prav. Največ je iz sebe in motorja iztisnil Ali Al-Hiasat, ki je naravne in umetne ovire premagoval kot za šalo. Specialist za enduro si je vnovič podredil tekmece v rdeči skupini in postal tudi skupni zmagovalec. Jaz sem sam sabo zadovoljen. Ne vem, v redu je šlo, mogoče so bile malo lažje sekcije kolanje ali pa sem jaz tek na treneru. V najtežji konkurenci T1 je premierno na tekmah državnega prvenstva nastopil tudi Lovro Setnikar. Svoj nesporni talent je med zimo pilil na pripravah v Španiji in Franciji, kar se mu je obrestovalo, saj je bil skupno drugi v rdeči skupini. Morebiten še boljši rezultat pa je splaval po vodi po krajšem počitku, ko je v zadnji 5. sekciji dobil kazenski pribitek 5 točk. Potem pa sem rekel Atiju, da bom sam odpeljal 5. sekcijo. Saj se mi ni zdela tako težka in potem se mi zdi, da ko ga ni bilo zraven, da mi ni tako uspelo in tam sem dobil 5 točk. V nekoliko lažji, vendar za navadne smrtnike še vedno zahtevni modri skupini sta največ znanja prikazala bratranca Bilen, Jan in Toni, ki zastopata hrvaške barve. Slednji si je v deželi Medvedov priboril pravice za družinsko bahanje, saj zmagal. Jan je z drugim mestom dopolnil njegov podvig, najboljši od domačih tekmovalcev je bil Marino Velušček.
Da sam mogao sam, griješio sam na nekim sitnicama, a te sitnice na kraju prevladaju. Vozimo već 2,5 godine, uvijek smo skupa, on mi je bratić i uvijek vozimo zajedno i evo, polako idemo naprijed. V trenutno najbolj obiskani rumeni skupini ni manjkalo akcije, saj sta se za zmago do zadnje ovire borila dva izmed najbolj izkušenih tekmovalcev v Sloveniji, Mirko Mežek in Ines Pezič-Pregrad. Tudi tekmovalcu iz Radovljice so prav prišle izkušnje pridobljene na treningih v Španiji, zaradi česar je osvojil prvo mesto. Božičen čas smo se pridružili treningu s Klemenom Setnikarjem v Španiji, tako da tam smo kar nekaj koristnih napotkov dobili, tako da se je tudi kar danes spoznal na tekem. Ines Pezič-Pregrad je tekmovanje končala na skupnem drugem mestu in vnovič dokazala, da se lahko kosa s predstavniki močnejšega spola. Sama razmišlja, da bi sredi tekmovalne sezone prestopila v težjo modro skupino in tako znova orala ledino za ostale sotekmovalke. Jaz si zelo želim, da bi v bistvu tekom leta lahko prestavila se v modro. Je pa tako, da če smo čist realni, na današnji dirki v bistvu sem bila sposobna odpeljati 2 od 5 sekcij. Polni elana v sezono niso krenili zgolj izkušeni tekmovalci, ampak se je na kočevskih ovirah preizkusilo tudi nekaj novincev, ki so nastopili v beli skupini. 4 novi tekmovalci so popestrili uvodni tekmovalni dan, prvo mesto med vozniki z belimi dresi pa je šlo v roke Nine Pirc, ki se je nad trialom navdušila na predstavitvi AMZS panoge v sklopu motošportnih dni. Zadovoljna sem, nisem pa še čist prepričana, da vem, kaj se dogaja. Zadovoljna sem, ker se je pač očitno splačal trenirati. Tako. Drugo mesto je osvojila Nina Berlič, v pozitivni luči pa so se predstavili še ostali novinci na trial sceni, Ana Unterlechner, Tinkara Mes in Tine Primožič. Hrvaški Zabok je bil prizorišče druge dirke jugozahodne cone Evropskega prvenstva v motokrosu za voznike z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V kvalifikacijah so nastopili tudi vozniki z licencami AMZS. V šibkejšem razredu je skupno 9. mesto osvojil Svit Vižintin, 11. je bil Tim Repnik in 20. Matic Maček. Anže Dobrotinšek pa je pristal na 25. mestu. V močnejšem razredu je v kvalifikacijah nastopilo 8 slovenskih voznikov. Na dirko pa sta se z AMZS obeležjem prebilale Aleks Novak in Taj Vidovič. Žal se jima ni uspelo prebiti med dobitnike točk. Zasedla sta 28. in 39. mesto. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Motošport je bil v preteklosti domena moških, toda tudi v Sloveniji se že vrsto let skupina deklet požvižga na to in vztrajno privija ročico za plin. Tako kot kolegi si nadanejo zaščitno opremo, čelado in svoj motocikel poženejo v hrib v želji, da bi bile uspešne, najboljše. Gremo lepo po vrsti, če po njihovih neustrašnih manevrih še niste ugotovili, vam predstavljamo pogumna dekleta, ki goreče ljubijo trial. In sem v bistvu ugotovila, da veliko lažje naredim en trial trening, kot en enduro trening. Na to se je nacepilo še to, da nas je vedno več punc začeli voziti, se je bila družba bolj fajna, lažje smo šli skupaj se voziti, zato ker na trialu res ni pomemben, na katerem nivoju se voziš, vsi se lahko vozimo skupaj, medtem ko pač pri enduro to ravno ne gre. Sam od malena vozila motor, zajedno s tatom, tata je vozio oldtimer utrke i onda sam upoznala Matiju, a on vozi bike trial, pa smo eto tako došli do ideje da bi bilo dobro probati moto, njemu za trening. Pa sam ja startala i eto me, 3. sezona. V trialu sem že kar nekaj cajta razmišljala zaradi endura.
ker pač moja prva ljubezen je pač bila na terenu, ampak fajn je, da znaš tehniko, kar pomeni, da pač najlažje to na trialu. Trial jim omogoča svobodo gibanja po naravnih in umetnih ovirah, kjer se enako misleči soočijo z zahtevnimi težavami in ko jih odpravijo, so že pripravljeni na nove. Bolj, ko to vozim, več ko delam, pač večje veselje, več vidiš, kaj se da, no, in je en vlek. Prve vožnje so bile povsem drug svet, v katerem vozijo zdaj. Uvodni metri in zavoji so bili na trenutke nerodni, tudi boleči, vendar dovolj privlačni, da si jih želijo še več. Katastrofa. Prideš gor, stojiš na tistem motorju in je vse čudno. Prvo kot prvo stojiš gor, vse je tam nekaj nizko, karkoli narediš je on nekaj živčen, nekaj cuka, pa pol v bistvu preden se ga naučiš to kontrolirati, imaš kar malo dela pa neumnosti pa pacov. Polne adrenalina, pozabiš dihati, si utrujen, stiskaš balanco, težišče je popolnoma napačno, tako da kar veliko se dogaja. Včasih malo boleče, ampak vedno zabavne pač, zanimive. Jaz sem prišla na prvi trening, kroz škornji, kroz gume na motorju, sedeš na trial motorju, čelada, opornice za kolena. In to je bilo jaz to samo zato, da se bom naučila v bistvu pač tehnike in pa smo tako počasi opustili kroz gume, sedeš te zadeve in nekako pristali na takem pravem trialu. No, in moram reči, da mi ni žal. Na prvi letošnji tekmi državnega prvenstva se je zbralo 7 deklet. Udeležba in tudi konkurenca se vsako sezono izboljšuje. Čeprav dekleta, ki prihajajo od vseh vetrov, koncev in krajev, na motorju vozijo same, pa so ustvarile tesno povezano skupnost. Res ustvarjali eno močno skupnost, tudi ne samo trialistov, ampak ženski vozijo trialno. Ker se mi zdi, da ženske vseeno imamo ene svoje fore. Določenih stvari se mogoče bolj bojimo kot moški ali drugače pristopamo. Ene stvari nam grejo boljš. In je super, ko se lahko v bistvu z nekom, ki deva reči tako, razume, da ti zmanjka, ko loviš motor 10 cm, da ga najameš, ki ima iste težave kot ti, ki jih mogoče en moški nima, da si v bistvu lahko pomagamo in na ta način gradimo to. In mislim, da nas je bilo tukaj 7 deklet, kar je v bistvu že kar z tega, ker smo štartali 1, 2, super napredek. No. Tukaj je pa čisto vse na prijateljski osnovi. No. Tudi te nove dekleta, ki smo jih na zadnjih 2 predstavitvah pridobile, smo takoj prijateljice. To ni nobenih tekmovalnih ambicij med nami. Smo si vedno pripravljene pomagati. Glavne trenerke nimajo, je pa vlogo mentorice prevzela urgentna zdravnica in nekdanja tekmovalka v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ima od vseh največ izkušenj. V slogi je moč, zato skupaj trenirajo in iščejo rešitve, kako premagati še tako zahtevne težave, s katerimi se srečajo na progi ali v življenju. Vsaka, ki si želi preizkusiti v trialu, je dobrodošla v njihovih vrstah, kar je kot novinka izkusila tudi Nina Pirc. Prijateljsko, spodbojevalno, ne vidim čisto nobene kakšne tako nevoščljivosti ali pa karkoli. Ne, tako prijateljsko, sproščeno pa tako motivacijsko in spodbudno, ja, fajn. Trenutno tako, da se pač mečkan zmenimo, ne, par punc, včasih so tudi fantje zraven, pa mečkan tukaj, mečkan tam. Vse tekmujemo en z drugim, ne, ampak v resnici je takrat, ko tekmuješ, si v bistvu ti in proga, ne, ti v bistvu probaš progo premagati na najboljši način. In si tukaj pomagamo s tem, da gremo skupaj pogledati, da pogledamo, kje bi bila najboljša opcija, kaj boš narediti, kaj moraš paziti. In tudi potem v bistvu gledaš, kako drug odpelje, ti reče, joj, tam so bile težave, ne, to pazi. In to se mi zdi, da je res en tak čar tega športa. No. Njihova neomajana želja jih pelje še čez tako navpično postavljene ovire, pred katerimi so imele na začetku velike oči. Veliko prostega časa namenjajo treningom in izboljšavi svojih veščin lovljenja ravnotežja. Tekmujejo po najboljših trenutnih zmožnostih, toda en preskok ali uspešno upravljena sekcija ni dovolj. Ne manjka jim skromnosti, marljivosti in neustavljive želje, ki brez zadanega cilja v trialu lahko hitro ostanejo le sanje. Zaenkrat je cilj pač priti v rumeno. Nimam nekih takih blaznih ciljev, da bi hotela ful preskakovati, ampak najprej dajmo v rumeno priti, pa bomo pa videli, kam gre. Sam se zabavati, pa fajn imeti, pa družiti, pa bistveno mogoče tekmo dokončati. Čez kakšno leto ali pa 2 iti v višjo kategorijo, se pravi težjo kategorijo na tekmovanjih, pa na višje ovire,
če pa nikoli ne bom prišla, tja je pa tudi v redu. Cilj je za sad odvoziti Hrvaško-Slovensko in možda u Mađarsku otići na jedno tekmovanje. Kar se moje same vožnje tiče, jaz bi zelo rada prišla do modre kategorije. Rdeča bo verjetno vseeno malo prehuda, tudi tako overall, ampak se pravi, da govoriva to o virah, zdaj sem nekje tam do 1 metra recimo. Skupaj v dobrem in slabem vozijo proti svetli prihodnosti triala na slovenskih tleh, ki tudi zaradi njih doživlja preporod. V nedeljo, 21. aprila, bo AMZS Karting in motošportni center v Sloveniji vasi gostil uvodno preizkušnjo državnega prvenstva v kartingu. Prav tako v nedeljo, 21. aprila, bodo na dirkališču Pannonia Ring na drugi dirki sezone moči merili v državnem prvenstvu v cestno-hitrostnem motociklizmu. V nedeljo, 28. aprila, bo na progi pri Lipe pri Brežicah na sporedu prva dirka za točke državnega prvenstva v motokrosu.